Ob drugem obisku varuhinje v tem letu je 41 občanov izkoristilo priložnost, da ji predstavijo svoje težave. Slednje so bile vezane na kredite in domnevne goljufije, dolgotrajne sodne postopke, mobbing ter odnose v družinah. Mi v pogovorih izvemo tudi za klimo v državi, za odnos ljudi, recimo do okolja, do tudi socialnih delavcev, različnih ustanov, kako je v zdravstvu. Pogovorih z občani izvemo tudi, kako je v posameznih občinah na vseh področjih in lahko primerjamo. Recimo ponekod manjkajo zdravniki, drugje jih je dovolj, ponekod so domovi še prazni, nekatere občine so bolj prijazne nekaterim skupinam ljudi, nekatere imajo specifične probleme, skoraj vse jih imajo pa s cestami po zasebnih zemljiščih, še vedno. Skupno je samo lani varuhinja na nacionalni ravni obravnavala skoraj 3000 zadev. Uspešnost pritožb ljudi po njenem, ko gre za terjanje pomoči od varuha, ni pravo in edino merilo. Tako da mi merimo bolj utemeljenost pobud, ki je med 10 in 15%, kar je nekako tudi v evropskem povprečju in povprečju drugih varuhov. Veliko zadev ni utemeljenih, ker so prezgodne ali prepozne, ali nismo pristojni, tako kot bi bil recimo en spor med dvema zasebnikoma, ali če gre za kršitev pravic strani zasebnikov. Ključno je torej, da poznamo pristojnosti varuha, smo pravočasni pri reakcijah, če menimo, da so nam kršene temeljne človekove pravice in svoboščine. Ob tem je razveseljivo, da je v vedno več občinah, tudi mariborski, ljudem na voljo brezplačna pravna pomoč. Lahko pa bi je bilo več, poudarja namestnik varuhinje. In kar je najbolj pomembno, s tem pa pogojeno mnogo dejavnikov v družbi, da je stopnja brezposelnosti kljub težavam v občini manjša, nekoliko manjša, kot je bila v prejšnjih letih. Župan je povedal, da se to zaenkrat še ne pozna po stanju in socialni sliki v občini, da pa upa, da se bo v bodočnosti. Varuhinja je letos gotovo zadnjič uradovala v mestu ob Dravi. Nedvomno bo prišla znova prihodnje leto. Več o njenem delu in ključnih izzivih pa boste izvedeli v četrtek ob 20, ko bo gostja oddaje 24+.